Verjetno se ne motim, če rečem, da so beljakovine v prahu oziroma proteini tisto prehransko dopolnilo, o katerem je največ govora in so deležni številnih komentarjev. Predvsej ljudi je še vedno prepričanih, da so to neki dodatki, ki jih uporabljajo samo posamezniki, da bi oblikovali kar se da mišičasto telo. No, resnica je precej drugačna. Zato predlagam, da si pogledamo, kaj beljakovine v prahu sploh so, kako nastanejo in komu so namenjene. Beljakovine v prahu so preprosto eno od številnih živil, ki jih posameznik lahko umesti na svoj jedilnik in so prisotne v različnih sestavah. Med najbolj prepoznavnimi so tiste izdelane na osnovi soje, kazeina in sirotke. Brez dvoma pa so slednje najbolj priljubljene in prepoznavne med uporabniki. Glede na to, da številni posamezniki ne želijo preizkusiti omenjenih izdelkov, ker so prepričani, da gre za nezdrave in umetne snovi, predlagam, da za začetek pogledamo, kako beljakovine v prahu sploh nastanejo, saj gre načeloma za popolnoma naravno snov. Za primer bomo vzeli tiste izdelane na osnovi sirotke. In če celoten postopek nekoliko povzamemo, je proces naslednji. Postopek se začne pri kravi oziroma pri osnovni sestavini in to je mleko. V prvi fazi se mleko zbere, ohladi na 4 stopinje Celzija in se ga transportira do sirarn. Potem sledi postopek pasterizacije, s čimer dosežemo, da mleko ne vsebuje bakterij, škodljivih našemu organizmu. Potem je na vrsti pridelava sirnih izdelkov, katerih stranski produkt je sirotka v tekoči obliki. Vso to sirotko se nato zbere in preusmeri na naslednjo postajo, kjer se z različnimi načini filtracije loči sirotko od ostalih nebeljakovinskih delcev. Od načina filtracije je v končni fazi odvisna kvaliteta izdelka. Ko zadevo povsem sprocesiramo oziroma ko dobimo sirotkin izolat, s procesom izsuševanja iz snovi še ločimo vodo in tako dobimo beljakovine v prahu. Pridelani sirotki se nato v fazi obdelave doda še snovi za raznolike okuse, tako da vsak posameznik najde svojega najljubšega. Na koncu celotno zadevo primerno zapakirajo in razpošljajo po prodajnih mestih. Res, da je zadeva predstavljena na precej preprost način, vendar je glavni namen objave, da posameznik dobi občutek, kaj beljakovine v prahu sploh so, kako nastanejo in da niso nek bav, kot si predstavlja večina. Kar se tiče same uporabe, lahko rečem, da so primerni tako za profesionalne športnike, rekreativce, kot za tiste, ki jim zmanjka časa za kvaliteten obrok. Namreč na zelo enostaven način lahko v svoje telo vnesete odličen vir beljakovin in tako poskrbite za super počutje. Namesto da denar zapravljate za nezdrave pregrizke in hitro hrano, si raje privoščite kvaliteten in okusen obrok. Povsem vaša izbira je, ali boste posegli po omenjenih izdelkih. Glavni namen objave je širši javnosti razložiti, kaj se pravzaprav skriva v malo večjih embalažah, ki mogoče delujejo nekoliko zastrašujoče.